Torej, po mojem mnenju je za izhod iz krize bistvena prava kombinacija ukrepov. Na eni strani govorim o teh reformnih ukrepih, ki jih je potrebno speljati bolj eksaktno, bolj natančno. Na drugi strani pa smatram, da v Sloveniji trenutno bistveno primanjkuje optimizma, bistveno primanjkuje pospeševanja prodaje, kar bi na nek način zagnalo tako investicijski kot razvojni cikel, na drugi strani pa bi na ta način omogočili tudi proizvajalcem, da najdejo svoj trg in s tem plasirajo lažje svoje izdelke. Jaz mislim, da bi morali narediti takšno pravno državo, ki jo imajo naši konkurenti v Evropski uniji. Mislim, da ni potrebno tukaj izumljati kakšnih posebnih zadev. Smatram, da bi morali zlasti zahtevati od našega sodstva, da se bistveno boljše organizira, da v krajšem času izpelje se svoje postopke in mislim, da imamo v soseščini celo vrsto primerov, kjer te zadeve tečejo brez vsakih problemov. Ja, to je zelo, bi rekel, široko vprašanje. Če se osredotočim zlasti na področje industrije, torej tega dela gospodarstva, smatram, da je daleč na prvem mestu potrebno narediti ustrezno delovno-pravno zakonodajo. V sedanjem trenutku sem pravzaprav zelo razočaran in pesimističen glede na stanje, v katerem se nahaja ta priprava zakonodaje. Jaz smatram, da tudi veliko tujih firm, torej tudi naših partnerjev, to opazuje in mislim, da je to področje, ki bi ga morali bistveno rigoroznije urediti. Na drugi strani sem tudi razočaran nad dejstvom, da v Sloveniji velja diktatura sindikatov, ne zavedajoč se pri tem, da sindikati zastopajo zelo ozke in kratkoročne interese tistih, ki jih oni predstavljajo, gre za mlade, gre za delavstvo in tako naprej. Jaz mislim, da na dolgi rok je ta politika zelo negativna in osebno smatram, da je to eden ključnih momentov za povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Torej, eno stvar sem že navedel, torej gre za delovno-pravno zakonodajo. Na drugi strani smatram, da bi morali na nek način dvigniti optimizem v državi, na ta način bi se pričelo zopet z investiranjem. Poznam celo vrsto tako gospodarskih subjektov, kot tudi fizičnih oseb, ki zaradi negotovosti trenutno čakajo z investicijami, čakajo z razvojem in mislim, da ta politika, ki nas trenutno tukaj zastopa, s tem svojim negativizmom povzroča torej negativne trende, čeprav se na drugi strani tudi zavedam, da so določeni ukrepi nujno potrebni, da v Sloveniji na žalost živimo preko svojega stanja zmožnosti in bo potrebno narediti določene reze tudi v blaginji prebivalstva in čim dlje bomo čakali s temi ukrepi, toliko hujši bodo rezi. Torej smatram, da država direktno glede podpiranja izvoza nima kakšnih posebnih možnosti. Ključni moment pri podpiranju izvoza je zagotavljanje konkurenčnosti, o čemer sem že tudi nekaj povedal. Sam smatram, da pri izvozu morajo bistveno ključno vlogo odigrati posamezna podjetja, tako z razvojem svojih izdelkov, s trženjem in vsemi stvarmi, ki so tukaj potrebne, tako da od države pričakujem predvsem to, da ustvari konkurenčne makroekonomske pogoje, vse ostalo pa več ali manj morajo narediti podjetja sama. Torej, glede vloge gospodarske zbornice, predvsem na prvem mestu pričakujem, da bo postala pomemben in partner v dogovorih z državo, torej gre predvsem za urejanje makroekonomskih pogojev. Smatram, da tako politika kot tudi sindikati v premajhni meri upoštevajo zelo argumentirane predloge zbornice, ki so v dobro vseh nas. Zelo pogosto pa imam občutek, da zlasti se strani politike prihaja do nekega mnenja, da gre za zastopanje ozkih gospodarskih interesov, kar seveda ni res. Torej, gospodarska zbornica te ukrepe ali pa te predloge zelo dobro poznam, predlaga ukrepe, ki so v dobro vsega prebivalstva in vsega gospodarstva Slovenije.